tokrat občinskem informatorju. Uprizoritev živih jasli v Sveti Trojici navdušila. Reporter Milan v razprodani dvorani Tabor požel stoječe ovacije. V Sveti Trojici se je v petek začela zimska pravljica. V Staršah se je predstavila glasbena zasedba Mini. Kamnolomopruh so žive jaslice privabile gledalce iz Slovenije in Avstrije. Lepe praznične dni vam zaželi župan občine Lenart, vse dobro zaželi tudi župan občine Starše. Lepo pozdravljeni. Uprizoritev živih jaslic v Sveti Trojici, ki so jo izvedli med prazniki, je požela val navdušenja. Pripravili so jo člani Turističnega društva Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in o novič so nanje domačini izjemno ponosni. Uprizoritev živih jaslic v Sveti Trojici, ki so jo izvedli med prazniki, je navdušila zbrano publiko, ki je zapolnila sleherni kotiček Trojiškega trga. Žive jaslice so pripravili člani Turističnega društva Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Mislim, da večkrat, ko bomo pripravili žive jaslice, vedno bo boljše. Vsakič se tudi nekaj naučimo, iz napak se vedno učimo in tudi mi jih popravljamo. Ja, veseli smo obiska, veseli smo prireditve, veseli smo vedno znova, ko nam uspe in ljudi presenetimo in razveselimo. Sodelujoči so udeležbo doživeli kot prav posebno čast. Igrati Marijo je nekaj čudovitega. Mislim, da bi tudi vsak človek bi enkrat doživel to. Res smo velik kolektiv, lahko rečemo, zelo se spoštujemo eden drugega, zato pa je tudi do takega prišlo do takega rezultata. Samih igralcev, ki so sodelovali v živih jaslicah, je bilo več kot 30. Bom pa rekla, da ogromno ljudi, ki se trudijo in kostumografinja in z vsemi izdelki in kot gasilci, kot pevski zbor, to je toliko ljudi, da namenoma ne naštevam, ker res nočem nobenega izpustiti. Vsi se trudijo, da to izpeljemo. Hvala vsem še enkrat. Žive jaslice so se odvile po osrednjem Trojiškem trgu in so ponovno imele več postaj, na katerih se je odvijala zgodba. Tako da letos je ta celota, ki ste jo videli, in upam, da vam je bila všeč. Igralci so predstavili zgodbo, odigrali prizore, gledalci pa so jih lahko spremljali od začetka do konca oziroma pri posameznih postajah. Dela za uprizoritvijo je bilo kar nekaj. Ja, res, tu je vključenih res ogromno ljudi, kakor domačinov, tako tudi tisti, ki so pripeljali živali, mogoče celo nekaj iz drugih občin. Potem ogromno je to tehnike, ogromno je to nekih naporov vseh vas, ki tudi nekako posredno sodelujete. V Sveti Trojici so se zaradi navdušenja obiskovalcev in dobrih odzivov odločili za 2 uprizoritvi. Tako je lepo ambient, lepo so pripravili, vsa pohvala turističnemu društvu, da so se tako skupaj spravili, pa res pripravili tako, kot je treba. Tudi zgodbo so malo priredili, ampak je res dala dušo in smo res začutili tako, je treba, v vsem božičnem duhu. Ja, lepo so speljali, vsak en čas, ne? Prvokrat smo prišli, pa smo presenečeni, kaj smo videli. Mislim tako, da to zelo lepi prizor. Vabimo še ostale ljudi, da se to pridejo pogledati, pa to ne. In gotovo ne bo žal, ne. Ja. Lahko smo ponosni, da imamo v kraju ljudi, ki znajo svoj prosti čas žrtvovati za nekaj tako lepega. In spektakel si je ogledalo veliko domačinov, kot tudi ljudi od drugod. Kot smo lahko slišali, se vsi strinjajo, da so pripravili čudovito uprizoritev. Božični stand-up reporter Milana je že več dni pred dnevom dogodka razprodal dvorano Tabor. Gledalce so pričakovano navdušili, glasnega smeha v nedeljo zvečer ni manjkalo. Božični stand-up reporterja Milana se je odvil po koronski pavzi in kot kaže, so ljudje nestrpno čakali, da se vrnejo v mariborsko dvorano Tabor. Le-ta je bila razprodana in 2-urni nastop je spremljal smeh več tisočglave množice. Pa fajn, mislim, ne bom zdaj rekel, ker to malo tako zveni, ampak res, bom rekel, smo se razvadili in navaditi se nikoli ne moč polne dvorane Tabor. Ampak zgleda, da nam je v zvezdah zapisano, da smo to doživeli za nazaj danes in da mogoče tudi, če bo vse tako treba, bomo še. In jaz mislim, da večje nagrade za nekoga, ki se ukvarja z javnimi nastopi, če hočete s humorjem, ne more biti.
Stand-up reporterja Milana je potekal z manj dialoga med glavnimi akterji, bolj ali manj je bil vsak na odru sam. A v ospredju je bil njihov tipičen humor, ki ga lahko slišimo vsakodnevno na Radio City. Mislim, da nam je kar ratalo, tako kot smo si pač zadali. No. Tako da pač še en fantastični večer, ki bo v nizu večjih ostal pač posebnem spominu. Ja. To je pač, ne vem, kako bi zdaj drugače lepše povedal. Ne. Z leti si se naučil celo odgovoriti na vprašanje. Mislim, ne nas si tega pripisujem, ampak si se razvil. Jaz bi ti pripisal. Lepo. Tebe sem poslušal, veš, vsa ta leta. Pozabil si 1-2 stvari, ampak to nema zdaj. Mogoče ena taka stvar tudi ta, da, tako kot je Šalca rekel med stand-upom, da bo pač aktualni župan kandidiral tako dolgo, dokler bo njegov protikandidat v drugem krogu kandidiral, torej zavedno. Mi bomo pa tako dolgo delali, dokler ne bo župan prišel, tako da navadite se na 25. No, že med snemanjem izjave lahko opazite, kako poteka njihovo druženje in posledično tudi priprave na predstavo. Prisotna je tudi trema, priznajo. Treme, absolutno, to je vedno, ne? Tudi če bi bili vsak petek na odru, bi zagotovo trema bila, ampak ne toliko, ker bi dvomili vlastne sposobnosti, bolj iz spoštovanja do vseh ljudi, vsakega posebej, ki so prišli na ta dan ponovno, zdaj z nami praznovati Božič, kot smo se ga navadili praznovati tukaj v Mariboru, pa v zadnjih letih ga nismo mogli, tako da vsakemu posebej še enkrat res lepa hvala. Pred 3 leti se je ekipi na odru prvič pridružil igralec Gorazd Žilavec, ki se je v ekipo vključil, kot bi bil vedno njihov. Ja, ne, mislim, da je pravo prijateljstvo nastalo pri prvem sestanku, ko smo se dobili pred 4 leti. Jaz sem presrečen, da se mi je to zgodilo, da sem spoznal nekoga, katerega sem cenil že ne vem koliko let prej, samo nisem vedel, kdo so, pa da bi enkrat prišel do njih, sem si ful želel, no pa smo se spoznali in je to bilo wow. Tako da, če si z temi podvojnimi narekovaji norci, moraš biti nor. Tako da sem vesel, da sem lahko nor z vami. Resno. Odziv gledalcev po predstavi pa pove svoje. Pa ste uživali? Sem. Najbolj nekako navdušili in zakaj ste prišli? Prišla sem zato, ker mi je mož karto kupil. Drugače pa malo razvedrila pa še. Ja, pa še malo, da se nasmejimo, ne? Na božični večer? Ja, tudi danes. Ste bili letos prvič na tem stand-upu ali ste že tudi prejšnja leta pred korono? Jaz sem živel enkrat, ja, pred korono. Lepo, v redu, super. Enkratne so, nikaj. Pače so, tako vedno. Super. Zato, ker je bilo dosti smeha, pa kar nekaj resnice. In to je tudi bistvo njihovega stand-upa, da iščejo vzporednice v tem, kaj se je v zadnjem obdobju dogajalo. V resničnem življenju je največ tem za vse prevečkrat žalostno resnico, ki marsikoga nasmeji. Ker resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. V petek se je z nizom dogodkov začela zimska pravljica v Sveti Trojici. Odprli so namreč razstavo jaslic, pripravili lutkovno predstavo za otroke, prišel je Božiček, stojnice s hrano in spominki pa so bile polne. Med Božičkovimi pomočniki je bil tokrat tudi trojiški župan David Klobasa, ki je pomagal deliti darila. Nam pa je povedal več o začetku celotne zimske pravljice. Se vračamo v leto 2019, ko so vse prireditve spet odprte. Iskrena hvala vsem, ki se trudijo, ki vlagajo svojo energijo, čas in predvsem veselje v to, kar pripravljamo za naše najmlajše. Obenem pa mislim, da se zimska pravljica letos spet vrača v vse to, kar smo nekako zastavili. Od kulturnega, športnega do tega družabnega dogajanja. In veliko veselje in čast mi je, da smo nazaj. Po 2 letih omejenega družbenega življenja je vrnitev v stare Trinice precej še zalogaj. Sicer pa so v samostanski kleti odprli tudi veliko razstavo jaslic, ki so jih pripravili vaščani posameznih vasi v Sveti Trojici in drugi. Na to smo se pripravljali več dni. Smo imeli, bilo nas je po 7-8, včasih še več. To je bila vse izdelava ročna, smo se pač odločili, da gremo na neki starejši stil in tako smo z sovaščani to pripravljali. Verjetno je bilo pa kar nekaj ur dela vloženega v to. Ja, samo te hišice pa jaslice v to smo pripravljali, bom rekel, tam cirka 6 do 7 ur.
In naslednji dan pa so še pripravljali te stvari, kot so pokrite strehe, to zvezdnato nebo. En dan smo delali popoldan, midva z prijateljem, ta podstavek pa to ograjo, tako da bilo je kar dela, bom rekel, ogromno. Svoje slike in kipe pa so pokazali tudi člani in članice Kulturnega društva Studenci iz Maribora. Kiparjev je samo en mlajši član prisoten, ki ima v glini izdelke. Drugač se je pa nabralo, pa je okoli 62 slik. Vsak, eni so dali jih tudi po več, ker so bolj hitri. Jaz eno naredim vsako leto. Na tržnici pa sta bili med vsemi tudi dve gospe, ki sta ponujali angelčke in izdelke z božičnimi motivi. To je zokn, ki je napolnjen z rižem, zvezana kapica je narejena s koncem in dodatki, ki po domišljiji ustvarjajo neko podobo snežaka. To je angelček z keramike, malo snega, tako da ga lahko obesiš še na smrekico, lahko pa komu pokloniš. Kot lepo darilo angel varuh, da ob tem lepem božičnem času. Vsekakor pa so prvi dan zimske pravljice uživali otroci. Kje je zdaj bilo, ko ti je Božiček dal darilo? Pa že veš mogoče, kaj je notri, ali bo presenečenje? Ne vem. Pa si mu pisala? Kaj si mu pa napisala, da bi rada dobila? Pa si vedela, da bo danes Božiček tukaj? Ja. A si ga tudi klicala, tako kot vsi ostali? Ja. Pa že mogoče veš, kaj bo tu notri, oziroma a si mu pisala? Ja. Kaj si mu pa napisala? Šminke pa špangice pa gumice. Pa naj bo tako, da bodo tudi dobili tisto, kar so si zaželeli. V vaškem središču Starše so na božičnem koncertu nastopili 4 glasbeniki. Nuša, Katarina, Vit in Valentin, ki so sicer združeni v skupino Mini. Popestrili so začetek večera obiskovalcem središča, ki je letos prav lepo okrašeno. Akustična zasedba Mini, ki je nastopila v vaškem središču Starše, je imela med obiskovalci nekaj podpornikov. Ena od njih nam je kar več povedala o 4 nastopajočih. To je zasedba Mini, akustična zasedba, drugače pa so člani rock benda, ki se imenuje Štrok band. Štrok pa zato, ker je Šent Janš in rock iz Peljaka, ker so vsi domačini v večini in imamo zdaj Starše, v bistvu nov mlad rockerski band, na katerega smo zelo ponosni. Tudi drugim je bil nastop všeč, prav tako pa tudi, da se je vaško središče uredilo popraznično. Najprej drsališče, ki res mislim, da lep prispevek kraju, pa družba, pa seveda društvo gospoda župana. Mislim, da so res Starše tu, sicer nisem starš, Mariborčan, ampak rad pridem sem, ker tudi sin igra ravno kar, tako da lep dogodek, pohvalno, kar je občina tukaj naredila. Res. Danes mi je najbolj všeč to, da nastopajo, ker smo prijatelji v bistvu že od prej in pač jih ful rada poslušam in sem pač zadovoljna s tem. Tako da to mi je najbolj všeč, glasba. Zelo všeč nam je, v redu je, super so se znašli. Hvala Bogu, vsaj nekdo, ko se spomni nekaj, to je to. In sama prireditev in se skupaj. Ja, zelo fajn, se pravi, mi smo z Dogoš, prišli smo sem, tudi družino Herceg poznamo od malih nog, tako da fajn, super, čestitke. Sicer pa imajo v občini Starše kar nekaj božično-novoletnih prireditev, na katere vabijo obiskovalce vseh generacij. Kamnolom Pruh, ki leži v občini Kungota tik ob avstrijski meji in slovi po ambientu, ki kar kliče po raznih prireditvah, kjer pride do izraza celoten ambient. Prav tam so uprizorili žive jaslice. Mnogi obiskovalci so tako slovenske kot avstrijske strani prišli do Pruha z baklami in bili zelo zadovoljni. Žive jaslice so uprizorili krajani Kungote, med njihovo predstavo pa je bila tudi videoprojekcija na visoki steni edinstvenega kamnoloma Pruh. Tudi letos so poskrbeli, da se tradicija ohrani. Od leta 2012 mislim, da je bilo prvo, ampak vmes, ko je bila korona, pa potem 2019 mislim, da ni bilo zaradi dežja.
To je bilo, ampak drugače pa je skozi bilo. Pri sami pripravi tako upodobitve kot tudi prizorišča je sodelovalo več ljudi. Različno, vsak ima svoje delo, od tehnike do priprave, do samega, da se pogosti ljudi. Pripravlja se že nekaj dni prej, naredimo prizorišče, potem tudi pripravimo potkev, če ste videli, potem te lučke pa vse to. Tako da v bistvu nekje sodeluje cirka 20 ljudi. Tako je, nastopajoči so verjetno takšni, ko se vsako leto ponovijo ali malo menjavate igralsko zasedbo? Mi kot Trije kralji smo že od samega začetka. Vsi smo dejansko od samega začetka, razen Marije pa smo že menjali 4. Tinkara Radmilović je tokrat bila že tretjič Marija. Priprave izgledajo v bistvu tako, da pripravimo celoten prostor, potem se oblečemo, imamo generalko in potem 2-krat zaigramo to čudovito predstavo. V tem ambientu, ki pa tudi verjetno potegne tudi vas malo v neko čarobnost, bom rekla, praznika. Ja, res. Biti del te zgodbe je krasno, res tudi ta kamnolom mislim, da ima neko posebno zgodbo in projecirati to zgodbo na ta kamnolom mislim, da da tej predstavi dodatno, tako kot ste rekli, čarovnija. Izjemno pa so bili zadovoljni obiskovalci z obeh strani meje. Ja, meni je bilo žal, ker je zdaj 2-3 leta ni bilo. Drugače predstavo poznam že odprej, vidite tudi po mojih sivih laseh, da je to možno, da sem si to že ogledal. Ja, vedno znova mi je všeč. Tudi ta ambient in vse skupaj verjetno potegne. Ja, je nekaj posebnega. Škoda, da sneg ni ostal, da bi bilo enkrat zopet bel božič, ampak ambient je super. I think the angles are pretty cool. And yeah, like the Maria and the 3 kings and yeah. What I like the most would be the location, because it's a really unique place and it's really hidden, so nobody knows about this place, and it's a great show, so everybody should come and visit this place. Not only for this Christmas event, but it's also great for the other events. In verjamemo, da bodo ti obiskovalci, ki so bili zdaj na živih jaslicah, prišli še kdaj pogledat kamnolom Pruh. Ob praznikih vam vse lepo zaželi župan občine Lenart Janez Kramberger. Božično-novoletni čas je poseben čas v letu. Takrat so dnevi krajši, noči so daljše in takrat je tudi čas, da lahko se posvetimo svojim bližnjim, svojim družinam, predvsem tistim, katere imamo radi. Živimo v dobi naglice, ko nimamo časa ne za svoje ljudi, ne za sosede, vedno se nam nekam mudi. Veliko časa porabimo v raznih trgovskih centrih, ker živimo v tej dobi potrošništva in torej ta božično-novoletni čas je čas za razmislek tudi o tem, kako živimo. Spoštovani, želim vam blagoslovljene božično-novoletne praznike, želim, da bi jih preživeli v miru, da bi najdli čas drug za drugega in da leto, v katero bomo stopili, da bi bilo zdravo, uspešno in zadovoljno. Lepe praznične dni vam želi tudi župan občine Starše Stanislav Grajfoner. Spoštovane občanke, spoštovani občani, končuje se leto 2022. Bilo je leto pandemije, pričetka recesije in super volitev. Vendar je bilo tudi leto, ko smo pridobili šolo in industrijsko cono, ter smo zaključili več manjših projektov, zato mu ne bomo gledali v zobe. Raje se bomo posvetili prihodnosti. Novo leto namreč vedno prinaša nove priložnosti. Zahvaljujem se vam za podporo in vam želim v 2023 veliko trenutkov sreče, lepih misli in doživeti, da bi srečali prave ljudi, dosegli osebne cilje ter da bi pokali od zdravja. Srečno 2023. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.